Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Na prvi celjski razvojni konferenci o nadaljnjem razvoju mestne občine Celje. V poslovni coni Arnovski gozd zaključujejo s komunalnim opremljanjem 11 hektarov velikega območja. V Podčetrtku v začetku maja 8. festival vina in čokolade. Prvi dve etapi 30. dirke po Sloveniji bosta potekali skozi številne kraje in mesta na Celjskem. V Celjskem domu je včeraj potekala celodnevna razvojna konferenca mestne občine Celje. Gre za prvi takšen dogodek, na katerem so iskali ideje, želje in rešitve za nadaljnji razvoj občine ter spodbujali povezovanje med posameznimi akterji, službami in organizacijami. Tokratna mestna konferenca je nosila naslov Radikalno sodelovanje. Glede na dober odziv pa bi lahko podobne dogodke pripravljali tudi v prihodnje. Prva mestna razvojna konferenca je potekala le dan po občinskem prazniku, njen glavni namen pa iskanje rešitev za boljše medsebojno sodelovanje, poživitev mesta, pogovor o dobrih praksah iz drugih lokalnih okolij, vse v želji ustvariti dinamično, samozavestno in vitalno skupnost. Namen današnje prve konference Radikalno sodelovanje je skrit v naših osrednjih programskih ciljih za delovanje na področju občine, izhaja iz ideje moči povezane skupnosti in tega, da so akterji z različnih področij družbenega delovanja, kljub temu, da imajo za svoje delo povsem različne zahteve, potrebe in da tudi drug drugega vidijo na različne načine, le kot povezan, organizem znotraj mesta lahko močni, da lahko mesto na tak način deluje in skupaj postavlja konkretne vizije in odgovarja na tiste izzive, ki jih včasih niti ne znamo zgolj enostransko dovolj ustrezno naslavljati. Mesto, kot si ga želimo, je povezano in snuje svoje politike v dialogu in zato sem izjemno vesel, da se je na današnji dogodek odzvalo tako število predstavnikov dejansko iz vseh sfer družbenega življenja. Osrednji gost konference je bil dr. Vladimir Prebilič, župan Kočevja, ki je predstavil njihov primer dobrega lokalnega povezovanja. Danes, ko sem prišel v dvorano, sem videl ogromno ljudi, ki imajo mesto radi, ogromno ljudi, ki si želijo prispevati svoj doprinos k temu mestu in to je tisto, kar je najpomembnejše. In vsak vodja, ki pač vodi določen kolektiv, tudi občina, če želite, mora biti sposoben, da to energijo in te vedenja, znanje, ki ljudje jih imajo, zna utkati v neko skupno vizijo in iz tega ustvariti energijo potem pri razvoju. In kakor sem bil danes pričan, mislim, da tukaj ni nobene zadrege in sem prepričan, da je pred Celjem zelo živahen razvoj v naslednjih 4 letih. Odziv na konferenco je bil dober, saj so zapolnili vsa omizja v dvorani Celjskega doma, kjer je konferenca potekala. Prvi del je bil namenjen predavanjem, ko so svoje poglede in dobre prakse poleg Vladimirja Prebiliča predstavili še 3 govorniki. Kot gostja iz kolektiva Prostorož Zala Velika Vrh, ki deluje na področju praks v grajenem prostoru, to pomeni intervencij, kako z manjšimi intervencijami v prostor spremeniti določeno rabo. Kolektiv GoJam nam je predstavil svoj pogled in pristop k snovanju digitalnih storitev za lokalno ali pa javno upravo. Z njimi tudi vstopamo v projekt sodelovanja pri prenovi spletne komunikacije naše mestne občine. In za konec še Dan podjet, antropolog, ki je z tipično značilno humornim predavanjem seveda nas uvedel v svet sistema in prave metodologije pri vzpostavitvi enega participativnega okolja, kjer korakov ne smemo spuščati. Po skupnem delu s predavanji in predstavitvami je bil drugi del srečanja namenjen identificiranju potencialov in področji, na katerih si v Celju želijo pozitivne spremembe. Zagotovo pa bo občina morala v svoje vizije vključiti tudi omogočanje gospodarskega razvoja.
skrb občine mora biti, da zagotavlja možnost širitva industrije v svojem kraju, torej da ima sprejet oprijšinski prostorski načrt, da ves čas ima tudi recimo temu zemljišče na zalogi, kamor se lahko potem investitorji obrnejo. In tukaj mislim, da je tisto, kar je tudi župan sam zaznal, primarna naloga, ki jo morajo opraviti. In mislim, da je to pravilno zaznal te zadeve, namreč v Kočevju imamo danes 38 hektarjev zemljišč pripravljenih za nove investitorje. Ves čas poskušamo biti korak spredaj, torej kadarkoli se kaj zgodi, jaz vedno rečem dobrodošli, zemlja sploh ni nobeno vprašanje in to je tisto pravzaprav, kar danes podjetja potrebujejo. Vsi pa sam osebno želim in svetujem vsem, da pri izbiri investitorjev seveda zasledujejo tudi okoljski odtis industrije, torej da tisto, kar se vabi v nek kraj, dejansko ima neko visoko dodano vrednost, hkrati pa čim manjši okoljski odtis na okolje, v katerega prihaja. Ker je tem, o katerih bi lahko široko vključenostjo različnih razpravljavcev iskali rešitve in te potem tudi dejansko udejanjili še veliko, v Celju že razmišljajo, da bi podobne dogodke pripravljali tudi v bodoče. V poslovni coni Arnovski gozd v občini Žalec v teh dneh z asfaltiranjem dovoznih cest in površin zaključujejo komunalno opremljanje 11 hektarov velikega območja, ki predstavlja tretjo fazo širitve cone. Na območju neposredni bližini avtocestnega izvoza Arja vas bodo podjetniki za gradnjo poslovnih stavb imeli na razpolago dobrih 8 hektarjev zemljišč. Dela so se začela julija 2021, projekt komunalne ureditve pa sta sofinancirali tudi država in Evropska unija. Do konca aprila naj bi bila dela končana, mogoče potem bolj delamo na pridobitvi papirologije, ampak zaenkrat tečejo zadeve po planu. To je zelo pomembno za tretjo fazo poslovne cone Arnovski gozd, ker investitorji komaj čakajo. Sem pa vesel, da so med temi investitorji bolj kot ne sami naši že preverjeni podjetniki, preizkušeni, ki se želijo širiti pravzaprav svojo proizvodnjo ali pa v bistvu dopolniti svoj proizvodni program. V Podčetrtku bodo 6. maja pripravili že 8. festival vina in čokolade. Letos se bo na njem predstavilo 50 slovenskih ponudnikov vina in čokolade. Organizatorji pa tako kot zadnja leta pričakujejo, da bo festival obiskalo okrog 5000 ljudi. V občini Podčetrtek so v lanskem letu ustvarili kar 420 000 nočitev. Zanimanje domačih in tujih gostov za njihovo turistično destinacijo je iz leta v leto večje, k čemur pripomorejo tudi dogodki, kot je festival vina in čokolade. Moram reči, da za turistično destinacijo in za občino Podčetrtek tudi ta festival pomeni veliko, čeprav imamo čez leto res ogromno prireditev in tudi lahko z veseljem rečem, da imamo naše kapacitete in dvorano kar v glavnem razprodane že vnaprej, se kar veselimo tudi tega dogodka, ki privabi nekaj tisoč ljudi. Zdaj, kar je poudarek za občino Podčetrtek, je poudarek na samem županovem vinu. Kot veste, je izbor že potekal na ocenjevanju društva vinogradnikov Viršten Kozjansko prejšnji teden in županovo vino v bistvu je zelo kvalitetno in je že izbrano. Na samem županovem vinu bomo o prisotnosti tako slovenskega, kakor evropskega reda vitezov vina to vino tudi razglasili, ga tudi dali v pokušinjo in verjetno bo to vino tak in tak napolnjeno, tako je ponavadi, okoli 600 do 700 steklenic in bo protokolarno darilo občine Podčetrtek. Festival vina in čokolade sodi med najbolj trajnostne festivale v Sloveniji. Organizatorji želijo z dejanji pokazati, kako pomembno je trajnostno načrtovanje in izvedba tovrstnih dogodkov skoraj nič odpadki. Zanimivo je potem, ko na koncu ugotoviš, da smo za en takšen dogodek, kot je festival, imeli zelo malo smeti, potem ko smo vedli nakup kozarcev oziroma da kar kozarec dobijo za domov. Zelo dobro komuniciramo tudi s ponudniki, to pomeni, da ponudnikom že naprej apeliramo na njih, da ne uporabljajo plastične embalaže. Veliko smo naredili na trajnostni mobilnosti, lani smo recimo imeli vlak, ki pripelje, vsako leto že imamo ta cestni vlakec, ki goste potem iz večnamenske športne dvorane razprši tudi po destinaciji. Uporabljamo večino teh materialov, ki jih uporabljamo za označitve recikliranih materialov. Prejšnja leta smo imeli v večnamenski športni dvorani
drevesa. Letošnje leto jih bomo prav tako imeli, ampak imamo eno spremembo. Z Arboretom Mogoči potok smo se dogovorili, da nam bojo posodili 50 dreves, živih dreves, hrastov, bukev, lip in tako naprej, neki slovenske, tipične, da bomo malo zdekorirali prostor, da bo to izgledalo. Stojnice so iz palet, iz lesa, tako da ja, že festival zgleda dobro, je paša za oči, prav tako pa želimo čim manj imeti nekakšnega vpliva na okolje in jaz mislim, da nam je to tudi uspelo. Festival se bo v soboto 6. maja začel ob 9. uri zjutraj. Organizatorji pa so tudi za njegovo 8. izvedbo pripravili raznolik in bogat program. Lani smo na novo uvedli peko torte, lani smo pekli sahar torto, vinsko-čokoladno, letos pa na tem področju pripravljamo novost in sicer bo Gorazd Potočnik pripravil poseben recept za to torto, festivalsko torto, tako da ob 10. bo najprej delavnica z Gorazdom Potočnikom, kako pripraviti to torto, potem ob 11. sledi samo tekmovanje v tej peki. Prav tako bomo letos namenili nekaj časa delavnicam in pa pač strokovnosti na vinskem področju, tako se ob 11. obeta delavnica vin lokalnih vinogradnikov iz Šmarsko-Virštanskega okoliša. Ob 12:15 sledi sama otvoritev festivala vina in čokolade, potem takoj zatem sledi ocenjevanje torte ter pa podelitev priznanj ekipam ter pa pričetek dobrodelnega teka Debra. Kot smo že omenili, bomo tudi letos tekli za metulje hrabrega srca. Potem ob 14:30 sledi glasbeni nastop Dejana Vunjaka ter pa 16:30 zaključek teka ter pa program ob koncu tradicionalno z nastopom Jerneja Dirnbeka. Potem ob 17. uri je predstavitev županovega vina z vitezi vina Vinsko kraljico in tako kot je že župan omenil z slovenskim in evropskim redom vitezov vina. Ob 17:45 pa sledi še nastop Big Banda Šmarje pri Jelšah. Organizatorji so ponudnikom vina in čokolade v zelo kratkem času oddali vse razpoložljive kapacitete. Zanimanje za sodelovanje na festivalu je bistveno večje, kot so kapacitete športne dvorane v Podčetrtku. Za nas je to en nadgradnja naše blagovne znamke, da se pokažemo v tem festivalu, kaj znamo, kaj zmoremo, tudi kakšen je nov produkt. Če razvijamo, pokažemo tam in se pač spoznamo, če ta produkt je v redu za naše kupce. In tudi ta festival vina in čokolada, lahko rečem, da s tem, ker imamo ta velik dogodek tukaj, se ta celotna reklama, če lahko tako rečem, da se to čez celo leto zapolne, da pač turisti lahko sem hodijo. No. Obiskovalci bodo morali za vstop na festival kupiti vstopnico, ki stane 12 evrov. Na dan festivala bo obiskovalcev v Olimje vozil cestno-turistični vlak Hlapon. Novost letošnjega festivala bo vinski bus, ki bo obiskovalce vozil na degustacije k lokalnim vinskim ponudnikom. 30. kolesarska dirka po Sloveniji se bo letos s prvo etapo začela v Celju. 14. junija bodo udeleženci letošnje dirke po Sloveniji startali na celjskem semišču ter pot nadaljevali s krogom skozi Celje v smeri Vojnika. Pot jih bo nato vodila mimo Žalca na Polzelo ter skozi Braslovče, Šmartno ob Paki, Šoštanj, skozi Velenje in Dobrno. Nato bodo zavili proti Zrečam in pot preko Slovenskih Konjic in Žičke Kartuzije nadaljevali skozi Šentjur in Šmarje pri Jelšah do cilja v Rogaški Slatini. Druga etapa se bo četrtek 15. junija začela v Žalcu. Kolesarji bodo nato pot nadaljevali skozi Prebold, Celje in Štore proti Šentjurju in nato skozi Kidričevo, Cirkulane, Gorišnico do cilja, ki bo v Ormožu. Celje je bilo v lanskem letu izbrano za najgostitelja dirke, Star dirke pa je doslej gostilo enkrat in sicer leta 2012. Knežje mesto je bilo pred 30 leti tudi gostitelj cilja prve etape slovenske pentlje, ki je potekala na relaciji Otočec-Celje.
Košarkarice Cinkarne Celje so v predzadnjem krogu rednega dela državnega prvenstva s 96-72 slavile na gostovanju pri Derbi Ježici. Celjanke so si že pred to tekmo zagotovile najboljši izhodiščni položaj pred končnico, kjer bo v polfinalu njihov tekmec prav ekipa Derbi Ježice. Se mi zdi, da v tekmo smo šli dosti koncentrirano, pa je koncentracija za vsako četrtino popuščala in na koncu smo dobili preveč lahkih košev in že v soboto se nam poraja nova priložnost, da te napake popravimo, igramo proti Iliriji in da se z ekipo pripravimo na finalne serije. Po noči bodo padavine oslabele in prehodno marsikje ponehale, veter bo oslabel. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 8 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krevne padavine, predvsem v južni polovici Slovenije krevne plohe, možna bo tudi kakšna nevihta. Ponekod bo pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krevne plohe in posamezne nevihte. Oddajo Dogodki dneva smo tudi tokrat zaključili z vremensko napovedjo. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Lep pozdrav in srečno do takrat.